Kuba pod sankcijami, napad na sirsko ozemlje. Abu Nidal je bil ameriški vohun, človeštvo kot kobilice. Dolar izgublja vlogo rezervne valute. Iz ljubljanskega studia 142, takle imamo! Pozdravljeni! Kuba vsako leto generalni skupščini predloži poročilo o posledicah ameriške blokade, ki traja že 46 let. V 16 zaporednih resolucijah Generalne skupščine Združenih narodov praktično vse države sveta izglasujejo resolucijo, ki ZDA poziva k odpravi sankcij. Edine države, ki so lani glasovale proti, so bile še Izrael, Palau, Maršalovi otoki in Makronezija. Največji problem ni direktna blokada, temveč pritiski na tretje države, ki poslujejo s Kubo. ZDA prepovedujejo prodajo izdelkov, ki vsebujejo več kot 10% ameriških komponent, čeprav podjetja niso v ameriški lasti. Ladje, ki so prevažale tovor za Kubo, ne smejo pristajati v ameriških pristaniščih, banke, ki poslujejo s Kubo, ne smejo poslovati v ZDA. Na spisku dobrin, ki so pod ameriškim embargom, spadajo še cepiva, zdravila, semena in pesticidi. 46-letna ekonomska blokada po ocenah kubanskih oblasti presega 93 milijard dolarjev. Dodatnih 54 milijard škode je pripisano sovražnim dejavnostim, vključno sabotažami, terorističnimi napadi in propagandno vojno. Edini problem resolucij Generalne skupščine je kljub nedvomni demokratičnosti odločitev, da njeni sklepi, razen moralne avtoritete, nimajo nikakršnih pravnih posledic. Ameriške specialne enote so v helikopterskem desantu napadle vas v Siriji. Pri tem so ubile 8 ljudi, med njimi 4 otroke. V državi so zaradi dejanja ogorčene tako oblasti kot prebivalstvo. Sirija je pri Varnostnem svetu ZN in generalnem sekretarju ZN vložila uradni protest zaradi kršenja mednarodnega prava, konkretno državne suverenosti in uboja nedolžnih civilistov. Varnostnemu svetu je sporočila, da je odgovoren za preprečitev možnih ponovnih vdorov na suvereno ozemlje. Bela hiša dogodka noče komentirati. Ameriški uradniki se sklicujejo na pravico do samoobrambe, podobno kot Izrael ob napadu na domnevni sirski jedrski objekt. Američani ponavljajo vzorec delovanja iz čezmejnih napadov na Pakistan, kjer je bilo minuli teden ubitih več kot 100 ljudi. Iraške oblasti so napad obsodile, saj ustava ne dovoljuje uporabe ozemlja za napade na sosednje države, Američane pa pozvale, da takšnih dejanj ne izvajajo več. Podobno so se odzvale tudi sosednje države, Arabska liga in Rusija. A horrible American aggression. They came in here, they killed innocents, then they left. They claim they were terrorists. That's not true. The Americans are the terrorists. We consider this criminal and terrorist aggression. We put the responsibility on the American government. Do you deny that there was a U.S. involvement? I don't have any comment beyond what I've given you. You can't even say whether you regard the reports as having even a scintilla of truth to them? I offered what I'm going to offer on it. I am not able to comment on reports about this reported incident, and I'm not going to do so. You can come up here and try to beat it out of me, but I will not be commenting on this in any way, shape, or form today. Abu Nidal, zloglasni palestinski terorist, ki je imel na vesti množico atentatov, ugrabitev letal, pobojev talcev, je bil avgusta 2002 prijet strani iraške tajne policije. V dokumentih, ki so bili odkriti in so bili namenjeni Sadamu Huseinu osebno, je bila tajna policija prepričana, da je Nidal delal za tajne službe Egipta, Kuvajta in ZDA. Njegova naloga naj bi bila povezati režim Sadama Huseina z Al-Kaido. Iz dokumentov je razvidno, da je Abu Nidal storil samomor in ne, da so ga ubili, kot so poročali zahodni mediji. Abu Nidal je odgovoren za smrt okoli 900 civilistov, večje število diplomatov in predstavnikov PLO. Nekateri biografi in jordanska obveščevalna služba so ga povezovali tudi z Mossadom. World Wildlife Fund je izdal poročilo o tem, koliko in kako obremenjujemo planet in življenje na njem.
Če bo človeštvo nadaljevalo z izkoriščanjem naravnih virov in onesnaževanjem sedanjim tempom, bo za njegove potrebe v sredini 30. let 21. stoletja potreben še en enako obdarjen planet. Država z največjim ekološkim odtisom na svetu so Združeni arabski emirati, sledijo jim ZDA in Kuvajt. Najmanj obremenjuje okolje Malavi, Afganistan in Haiti. Po ocenah študije bi lahko Američani z obstoječimi tehnologijami zmanjšali ekološki odtis, ki je vezan na porabo fosilnih goriv kar za 2/3. V študiji, ki jo vodijo zadnjih 35 let, so sledili kar 1700 različnim živim vrstam. V povprečju je populacija usahnila za 1/3, v tropskem pasu pa kar za polovico. Glavni vzroki naj bi bili predvsem deforestacija, globalno segrevanje in onesnaževanje. Opozorilo, da manjša biotska raznovrstnost ogroža človeštvo, je maja izdala tudi Evropska komisija. Ta predvideva, da bi lahko do leta 2050 ti vplivi zmanjšali obseg svetovne ekonomije za 7%. Na srečanju med ruskim in kitajskim premijerom je nastala nova pobuda, da bi državi opustili medsebojno trgovanje v dolarjih in bi podobno kot Argentina in Brazilija to počeli v obeh nacionalnih valutah. Trenuten letni obseg trgovine je ocenjen na 50 milijard dolarjev. Rusija hoče diverzificirati svoje trge, zato se počasi odmika od Evrope. Kitajska bo vlagala sredstva v rusko lesno industrijo, proizvodnjo aluminija, nafte. Za obe državi so zanimiva področja skupnih investicij še letalska industrija, strojništvo, energetika. Direktne naložbe obeh držav so ocenjene na 2 milijardi dolarjev. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo.